ta mreža postavljena? Ja, v to mrežo v bistvu se vidimo ujamejo ptiči. Ne? Se pravi, ta mreža vidimo je prevelika, ne? Vidiš, med takim dve vrvicami napeta je prevelika in ona naredi en tak žep. Ne? In zdaj, če ta mreža ne bi bila prevelika, ptičke se zaleti v mrežo, bi se odbil ven. Zdaj pa, kaj pa žepa, kaj prevelika, pa se on zaleti in gre naprej noter in ko nazaj pride in se takole noter zagunca. Ne? Pa imamo posnetek, da vrtimo neko petje ptičev, ne? In potem ptiči ferpcologi, ne, pridejo in pogledajo, kaj se pa tam dogaja, ne? In zagledajo, da tam ni nič, ne? In pa iz grma v grm letajo in se zaletavajo v mrežo in se ulovijo. Ne? Ampak to, kar malo grozen zgleda, kako so to ptiče, jih to nič ne boli. Ja, v bistvu to je, veš, to je tako, to je mreža, ne? Je v bistvu mehka, oni se zapletajo, če vidimo, se zapletajo okrog glave, malo noge zapletajo, ne? In oni obvisijo noter in čakajo zdaj, kar pač bo, če jih mi vzamemo ven, je vse v redu, ne? Jih damo v tak žakeljček, smo že prej videli, ne? V žakeljček, zaradi tega, da se ne poškoduje. On lahko brca noter, kakor če pa se ne poškoduje. To je tako, kot če se mi v blazino zaletavamo, nam ne bo nič, če se pa v steno, smo pa krvavi, ne? Čemu je pa to sploh namenjen? Zakaj to delamo? Namenjen je temu, da se proučuje selitev ptičev, ne? Ptiči, vemo, se selijo, ne vsi, sinice so bolj klateži, recimo lastovice, vemo, grejo pa v Afriko, ne? Recimo tukaj so tudi trstnice, ki grejo v Afriko, veliko ptičev se vceli, ne? In v bistvu, če mi označimo ptiča, mu damo neko oznako gor, potem ga nekje v Afriki lahko ujamejo in potem na osnovi tega obročka se lahko vidi, kje je bil ta ptič prej obročkan. In ker seveda teh najdb je veliko po Evropi in tudi v Afriki, če bi v vseh teh letih, kar obročkajo ptiče, te najdbe, ne samo ene vrste, vseh vrst, naredili točke na zemljevid Evrope pa Afrike, bi dobili iz severa, iz Švedske, recimo, celo avtocesto, kjer se selijo ptiči. S tem mi vemo, kje so ta območja pomembna. Pomembno območje je sigurno nekje, preden mora zleteti čez morje. Ne? Zakaj? Zato, ker on je tako kot avto. On natanka, se pravi, se naje, maščobo dobi, se pravi, natanka in potem leti. Ko mu maščobe zmanjka, ne more več leteti. Se mora ustaviti. In če se mora on sredi morja ustaviti, to pomeni, da padejo v vodo. Ne? In ni uspešna selitev. Se pravi, te koridori in tiste točke, kjer morajo oni se nahraniti, da bojo zleteli čez morje, so najpomembnejše. Ne? A to lahko vsak dela, da takole s ptiči? V bistvu lahko, ne? Ampak mora prej narediti izpit za obročkovalca. Ne? Se pravi, moraš imeti dovoljenje za to. Izpit dobiš pa tako, da v bistvu hodiš na tečaj in ga uspešno upraviš, narediš še izpit in lahko sam to delaš. Vsak, kjer hoče to delati, samo seveda mora znati. Tega v bistvu vsi poznate. A je tako? Ga poznate? V vseh parkih po Ljubljani živi, po gozdu, kos. Kos, samička kos. Ne? On spada med drozge. Zdaj ga bomo mi spustili, ne, ker ima že obroček gor, smo ga že zrihtali, ga bomo spustili in odleti. Tole zdaj zrihtali, se pravi, mi smo jih zdaj iz tiste mreže, ki jih lovimo, dali v žakeljček, zato da se ne poškodujejo, ne, ker v kletki smo rekli, da bi se lahko poškodovali, ne. Zato bomo zdaj najprej ven vzeli ptička. Kjera vrsta pa je to? No, vidite, tole je taščica. Se pravi, napišemo taščica, ne? In določimo starost lahko, 1Y. 1Y pomeni prvoletni, se pravi, ta ptiček je bil letos mladiček. In zdaj se je že pregolil in zdaj ne vemo več, ali je mladiček ali ne. Vemo pa po teh pikah, da je to prvoletni. Ker odrasli več teh pik nimajo. Zakaj pa ima te pike? Zato, ker takrat, ki je mladiček, je čist cel pikast. Grahast. On si perje zamenja, ker pa ne zamenja vsega perja, tale perje mu pa ostane in to letalno perje isto ostane, zato ima tukaj še skozi pike gor. Odrasla ptica si pa zamenja vse perje, tudi tega, in zaradi tega nima več pik. Kaj pa piše na obročku?
Ja, na obročku piše Ljubljana, Slovenija, AZ 66.554. Se pravi, obroček mora biti malo prevelik, ne more biti glih prav velik, se pravi, ne sme iz nogice dol past, ne sme na peto gorjet, ampak mora biti tukaj. Se pravi, prostora mora biti dovolj, da ona, ki se kopa, da tudi tisti obroček noter. Zato se inač ne more ne vem kaj zgoditi, da bi se kaj vnel ali pa karkoli, ne. No in zdaj mi izmerimo še perut lahko, ne. Perut je 71 mm. Zakaj to merimo? Zato, da vidimo, če se ptički skaj spreminjajo z leti, ne. Se pravi, če bo nekdo to delal čez 100 let, bo glih tako lahko lovil taščice in bo glih tako meril perut na isti način in bo videl, taščice so manjše, nimajo povprečja recimo 72, ampak imajo zdaj že povprečje 68 ali pa večje, ne? Odvisno, kako se narava spreminja, s tem se tudi taščica lahko spreminja. Se pravi, zdaj jo moramo pa še stehtati, ne? Tehtamo jo pa tako, ker ona, če bi jo postavili na tehtnico, bi zbežala, ne? Zato jo mi lepo takole držimo za peruti skupaj in jo v tak tulček vtaknemo noter, zaradi tega, da jo še skozi tulček drži. In ona počaka, ne, 16,8 grama, se pravi, njo ne boli, zakaj ne? Zato, ker isto toliko ta tulček drži, tako kot jaz v roki, ne? Nežno, tako, 16,8. In zdaj jo vidve lahko ena spusti, recimo, tole. Hop.